Za temi in še kakšnimi drugimi vrati prav zdaj šesterjem skozi možgane šibajo linearne funkcije, razcepne enačbe in Pitagorov izrek. A 60 odmerjenih minut za NPZ bo kmalu poteklo. Ni mi šlo dobro, ker sem se premalo pripravljal. Malo treme sem imela, zdaj sem imela zelo oddahnjen. Bilo kar težko, sam je pa kar dobro šlo. Več kot 3000 otrok po vsej Sloveniji pa je nacionalno preverjanje znanja danes pisalo nekoliko drugače kot večina, med njimi tudi devetošolka Patricija. Prilagojen test sem pisala zaradi mojih ovir, se pravi zaradi slepote, ker nisem sposobna delati po vidni metodi, zato je pač potrebno, da imam jaz vse teste na računalniku. Prav tako je imela za reševanje na voljo uro več kot vrstniki, pri čemer si je lahko vzela odmor. Sem imela dovolj časa, ker ponavadi pri testih še zmeraj kakšna naloga ostane, čeprav imam tudi podaljšan čas. Za prilagoditve poskrbijo na Republiškem izpitnem centru. Te prilagoditve jim omogočimo zato, da lahko svoje znanje izkažejo na enakovreden način kot njihovi sovrstniki. Število otrok, ki imajo pravico do prilagoditve, narašča. Slepi in slabovidni so sicer v manjšini, letos jih je 16. Patricija se podobno, kot piše preizkuse pri nacionalnem preverjanju znanja, tudi uči. S pomočjo računalnika imam pa še vseeno tolikšen ostanek vida, da si lahko pomagam, ne vem, pri računanju, pa tudi na karo listi. Pri četrtkovem preverjanju slovenščine bo Patricija prav tako lahko uporabljala računalnik, besedilo za bralno razumevanje pa bo dobila pretipkano v brajico.